leto 2011, predvsem leto Prešernove nagrade, velike, kot ji pravimo zadnje čase, za pesniški opus in življenjsko delo. Medtem ko sem nagrado iz sklada prejel že daljnega 1978 za pričevanje. Če gremo nazaj v času, se mi zdi, da je številčno moja knjižna bera seveda nastala v teh zadnjih letih, vendar gre običajno za rezultat že nekdanjega dela, kot ravnatelj in umetniški vodja Slovenskega stalnega gledališča v Trstu nisem imel zase toliko časa, da bi svoja pesniška in druga dela domislil, sfriziral, skratka, kot bi bilo treba, in so posebno mladinske pesmi, mladinski spisi ostali v posebnih mapah. Tako da se je začelo moje pisateljevanje in pesnikovanje v polno šele v trenutku, ko sem zapustil Slovensko gledališče, kateremu sem posvetil v celoti skoraj natanko 25 let. Sleherno službo skozi svoje življenje sem opravljal z največjim zadovoljstvom. Začenši od tistih prvih let urednikovanja v mladinski redakciji Radia Ljubljana, kjer so me prepričali, da sem se posvetil radijskim igram in je nastala cela vrsta iger, nekatere tudi, bi rekel, zgodovinsko pomembne v razvoju slovenske radijske igre, ker smo nekatere stvari v tistih letih postavljali na nove temelje. Potem sem prešel v literarno redakcijo Ljubljanskega radia. V tistem času so me popadli glasbeniki, ker je bilo treba nekako renovirati slovensko popevko, in sem na festivalih slovenske popevke leta 1966, 67 in 68 bi rekel, žel kar precejšnjo slavo. Očitno naj ne zveni neskromno, ker štejem to za nekaj zelo obstranskega v svojem delu, ampak očitno tako kvalitetno, da še danes se mi obrestuje tisto delo, ker so pač določene popevke pač postale tako lekoč zimzelene melodije, tako da se 10-15 mojih popevk sliši lahko še dan današnji. Seveda, avtorji melodij so bili Mojmir Sepe, predvsem Jože Privšek in Ati Sos in drugi. Se pravi, ljudje velikega skladateljskega formata. Na koncu pomola vetroven sedi, nabiti, ki nič več ne veže, obzlizano znožje garbanči borin, odsev dveh brez vloge in teže.
Zagleda se kakor z druge strani, kjer sla ni s človeškim združljiva, kjer strah na križpotih ne piska v kosti, kjer golega plivkanje zmiva, kjer sanje in kriki ne zmotijo sna, kjer plankton srebri mesečino, kjer glavo ovenčajo krone iz alg, da kamni vratu ne težijo. Zagleda se, vstane, prestopi. Kam? Galebi vreščijo, vreščijo. Če gledam torej nazaj v času, seveda moram priti do izvora vse moje dejavnosti in vzroka za to dejavnost. Naj povzamem na kratko. Rodil sem se leta 1936 v času fašizma, ko nisem mogel biti krščen s svojim imenom, ko je bila prepovedana slovenska beseda, ko smo morali po svojih hišah skrivati slovenske knjige. Pri nas smo imeli eno od dveh non, ki je bila nepismena, druga je bila podporni ud Mohorjeve družbe. Imeli smo torej slovenske večernice, zgodbe svetega pisma, Gregorčičeve poezije, balade in romance, legende slovenske in tako dalje, stvari, s katerimi sem se srečaval že pred prvim razredom italijanske šole, ko sem vedel že za neke verze na pamet, ne da bi sploh poznal črke, ampak mama mi je tolikokrat ponavljala, bodisi da je brala ali pripovedovala na izust. Bili so časi vojne, nismo poznali ne televizije, niti radija ne pri nas. Oče je bil interniran, zime so bile dolge in mrzle in tako smo se ob štedilniku stiskali 3 leta mlajši brat, jaz eden ali drugi en večer izmenično prav na štedilniku, ker ni bilo nevarnosti, da bi se ožgali. Mama pa nam je potem prebirala, dokler smo onemogli, ali pripovedovala razne pravljice in to bogatstvo je prihajalo vame in izbruhnilo potem po letu 1945, ko smo zaživeli v svobodi. Torej, s to ljubeznijo slovenskega jezika, s temi koreninami v vaškem narečju, v domači ljubezni do tudi materinščine, sem prišel v Ljubljano, kjer sem se znašel v krogu tiste generacije, ki je sledila potem pesnikom 4. Zame, če naj bom kratek, bom rekel tako, je bilo to dobro in šokantno. Prinesel sem premalo znanja iz tržaških šol, da bi bil dovolj suveren, ampak sem bil dovolj bister, da sem kmalu spoznal, kje naj črpam, da bom imel svoj kotiček, pa če še tako zakoten v tej slovenski plejadi. Glede na to, da o Krasu je sicer že takrat pisal Ciril Zlobec in piše do današnjih dni, pred njim seveda Srečko Kosovel,
Ampak jaz se nisem mogel odpovedati tistemu krasu in gmajnam, ki se ga je nosil iz otroštva v sebi, sem pa k temu lahko odprl še okno na morje. Okno na morje in preko obzorja v zamorje. V to, kar se je odkrivalo in kar je bilo posebno potem zame izredno spodbudno v naslednjih letih, ko sem se posvetil tudi otroški poeziji. Namreč to, če dodam imena Josip Murn, Dragotin Kete, Srečko Kosovel, od drugih svetovnih, predvsem Tržačan Umberto Saba, predvsem zaradi ene preproste stvari, ker moram ob njem odmeniti Giuseppea Ungarettija in mi ugovarjajo poznavalci italijanske poezije, ali si za enega ali sem za drugega. Zame je bil usodnejši pesnik Saba, vendar večji pesnik Ungaretti. Do mene tudi prijaznejši pesnik, ker sem imel srečo, da sem ga spoznal osebno. Ampak Saba mi je povedal, da se lahko piše tudi o nogometu, o domačem tržaškem moštvu, o kozi in takih stvareh. In torej mi je odkril neko pokrajino poezije. Po drugi strani v svet me je začetka popeljal Federico Garcia Lorca in nadaljeval sem pod drugih španskih pesnikov tja do Pabla Nerude, zame najpomembnejšega iz tega sveta, tudi zato, ker sem se zgodaj zavedel, da ne moremo stopicati za Lorco, ker nas to ne bi nikamor pripeljalo in posebno, ker Slovenci drugače odmevamo, kakor pač neki Španci in drugi, kar je tehle ciganskih duš v svetu poezije. Brž, ko se bomo odselili na jug, nad poljem bo letel nekdo drug. Bo naša duša in bo naš obraz in vendar ne bo nihče izmed nas. Zračni tokovi sledi odneso, s koščeno piščaljo za vodo in soljo. Ostalo bo v vetru šumenje trav, ostala bo teža lepljivih tal. Je ključ, ki zapira znane stvari in ki bi odpiral, ključa ni. Z otroško poezijo torej sem se srečal dovolj zgodaj na univerzi. Začela sva jo skupaj pisati z Nikom Grafenauerjem. Z Nikom sva ostala prijatelja do današnjih dni. Je skorajda majhen čudež. Morda imava srečo tudi v tem, da živiva že nekaj desetletij daleč drug od drugega, ampak sva zašla v to polje slovenske poezije, skozi neka skupna vrata nadaljevala pot pa po treh, rečem treh, ker mislim tukaj še na prijatelja Krambergerja, ki je z nama takrat začel tudi v poeziji, po treh hodnikih, vsak skratka v svojo smer.
Osel, ki bere košutine basni. Verzi so lepi, naslovi so krasni, ampak vsebine ni v pesmih nobene, saj niti v eni ni mene. Med vsemi naštetimi imeni, kaj pa da ni imena mojega najožjega in najbolj dragocenega sodelavca, ne samo zadnjih let, ampak bi rekel dobršnega dela mojega življenja, prijatelja in slikarja Klavdija Palčiča. Trenutno seveda ga navajajo predvsem kot opremljevalca mojih knjig in ilustratorja pretežno mladinske poezije, čeprav je tudi ilustriral tudi italijansko antologijo. Najino sodelovanje se je vsekakor močno poglobilo z mojim prihodom v gledališče, kjer sem ga angažiral kot scenografa, kostumografa, opremljevalca gledaliških listov in predvsem mojstrskega izdelovalca plakatov, domiselnega človeka, ki se je znašel v nekdanji tiskarni Edinosti, preimenovani zdaj v Grafart, med kupi črk z najlepšimi naslovi, samo povsod je za cel naslov manjkala kaka črka, ki jo je pa on izdelal v hipu, izrezljal iz linoleja, kadar ni naredil celo samega plakata, izrezljal, kot na primer za Silonovo prigodo ubogega kristjana, kjer se je tudi sam italijanski avtor prisoten na naši primeri, čudu, tolikšnemu bogatstvu skromnega zamejskega gledališča, ki premore celo ne samo mogočno sceno, ampak tudi take gledališke liste in take plakate. Začel je opremljati moje zbirke. Prva je bila, če se ne motim, Pričevanje, za katero sem bil nagrajen z nagrado Prešernovega sklada. In predvsem je briljantno opremil celo vrsto mojih mladinskih pesniških zbirk in tudi pripovedi. Palčič je palček iz čičarije, čiča na palički in barvice pije, maorsko črno in vinsko rdeče, na ustih mu Maurica s smehom trepeče. Nobeden nobenih skrbi nikar, Palčič je palček, ki bo slikar. Poleg Palčiča je moja mladinske pesmi ilustrirala tudi vrsta drugih imenitnih slovenskih ilustratorjev, od katerih moram seveda na prvem mestu omeniti Marjana Mančka, ki je podpisal celo vrsto mojih knjig, ampak zdi se mi prav, da omenim tudi Kostjo Gatnika, lanskega Prešernovega nagrajenca, ki je opremil mojo prvo skromno knjižico, ampak tako prijetno, da mi je še danes med najljubšimi. Zaenkrat so moji načrti predvsem v tem, da bi skušal skratka zgraditi svojo življenjsko zgodbo vsaj do let, ko sem odšel na študij v Ljubljano, se pravi od 36. do 55. Ker sem prvo leto v Ljubljani
prekinil študij, končal v klinični bolnici, po 10 tednih, tako rekoč obsojen na prezgodnjo smrt, bil zaradi srčne napake poslan domov. No, in to se mi zdi, da je lahko lepa življenjska zgodba, posebno, če ne umreš pri 19, ampak jo pripoveduješ še po 75. letu. Nadalje je tako, da se mi zdi, da za otroke sem več ali manj zelo smiselno zaključil že svoj pesniški lok. Po drugi strani vidim, da je teh knjig toliko in da so tudi tako dobro še zmeraj sprejete. Predvsem me tudi veseli, če lahko ugotovim, da so še pred pred 14 dnevi, 3 tedni uprizorili v Gorici mojo igro za otroke, nastalo pred 40 leti, tokrat v verziji za lutke. No, sprejeli so jo otroci z navdušenjem, ker sem bil med njimi, me to njihovo navdušenje okužilo in ker so me tudi lutke prevzele in ker se spominjam, kako smo z mlajšimi svojimi otroci hodili v lutkovno gledališče, ni rečeno, da se ne bi lahko iz tega še kaj izcimilo. Skratka, nikakršnih velikih načrtov, puške v koruzo pa še nismo vrgli, tudi zato, ker smatramo, da je v njem še kakšen dober naboj.